V tem sodobnem času, ki je tako hiter, ki toliko veliko zahteva od nas, je prav, da se znamo tudi ustaviti, pa si vzeti čas zase, pa malo zadihati, pa se umiriti. Potem pa naprej gasa. Zdrav, banda! Danes smo tako lenobni, da se nam še ni dalo zapeljati do kioska K67 in smo kar tukaj in bomo začeli lenariti z doktorico in nevropediatrinjo Tino Bregant. Živjo. Živijo. Kako ste kaj vi lenobni? Jaz sem bolj slabo lenobna. Jaz sem skozi v pogonu. Ampak si pa moram znati vzeti čas zase, ker če si ga ne, pregorim. Vsi mi pregorimo. Ampak kje se pa sploh rodi lenobnost? A se to v naši glavi ali v naših mišicah, ki se nam ne dajo premikati? Ja, ljudje smo drugače zelo različni med sabo, ne? In so ljudje, ki so bolj nagnjeni k gibanju, k akciji, pa so taki, ki so malo bolj podobni tem couch potatojem, ki se jim nič ne ljubi. To so celo naredili raziskovalci eno študijo z miškami in so ugotovili, da lahko razdelimo pravzaprav miške v dve skupini. Ena je bila bolj telesno dejavna, ena malo manj, in čez nekaj generacij se je pravzaprav izkazalo, da so te, ki so jim še omogočali več telesne dejavnosti, bile še bolj telesno dejavne. Tiste, ki so bile pa lenobne, so bile pa bolj lene. Zdaj, zakaj? Zato, ker naši možgani, mi imamo en velik sistem, ki se mu reče dopaminski sistem, in to je sistem za gibanje, za akcijo, za odkrivanje. In ti ljudje, ki so bolj nagnjeni k temu, jim ta sistem deluje mehen bolj dejavno. Seveda ga pa lahko za tem, da se malo prisilimo, ga pa seveda lahko tudi vzpodbudimo. Ampak recimo imamo tudi ljudje, ki jim ta sistem mogoče deluje mehen preveč, recimo motnje pozornosti, mladostniki z ADHD-jem. Tam je pa mogoče ta sistem, bi si pa želeli, da bi bil pa mehen bolj len. Ampak potem dejansko smo eni bolj nagnjeni k lenobnosti, eni malo manj, ampak lahko imamo potem za izgovor to, če se nam ne da. Izgovorov pa ni. Izgovorov pa ni zaradi tega, ker mi se v bistvu vedno lahko spravimo v akcijo. Je pa res, da če pomislimo pravzaprav, kako je bilo težko preživeti skozi evolucijo. Veste, zadnje 40 000 let se naši možgani niso kaj spreminjali, zdaj ljudje nismo ravno največja, najtežja, najhitrejša, najlepša, mogoče tudi ne najpametnejša bitja na Zemlji. In pravzaprav skozi evolucijo so se ohranili tiste stvari, ki so nam povečale možnost preživetja. Bodi si nas kot posameznika, bodi si nas kot vrste. In naši možgani so pa presneto metabolno dejavni. Moji možgani zavzemajo približno 2% moje telesne mase, tehtajo približno 1400 gramov, ampak porabijo pa 20% vse metabolne energije, ki je meni na voljo. In zaradi tega, ker so tako potrošni, možgani skozi iščejo bližnjice, zaradi tega, da ne bi bili tako potratni. In zato stvari, ki se ni treba matrati, ki se pride po bližnjicah, to naši možgani rečejo, super, cool, to mi deli, ne tiste akcije, ker je to enostavno preveč zahtevno. Tako da naši možgani tako delujejo, je pa res, da mi živimo po zelo zahtevnem času. Potem vi kot nevropediatrinja lahko napišete mladim kakšno opravičilo, če se jim kdaj kaj ne da ali pa so lenobni. Jaz sem zelo stroga mama, pa kot pediatrinja zahtevam veliko, ampak morajo v bistvu vedeti tudi najstniki, da če se od njih zahteva veliko, potem tudi dosežejo več. To kažejo celo raziskave. Tako da nič narobe s tem, če si strog, jih pa razumem, da potrebujejo tudi čas zase in počitek. To pa lahko rečem, da včasih, ko vidim, da so res preveč obremenjeni, ali pa recimo, ko rabijo predelati pri sebi določene stvari, prvič, njihovo telo gre skozi pomembne spremembe, velike hormonov, ti hormoni kar borbotajo. Po drugi strani se pa možgani pregrajujejo. In zlasti intenzivno se pregrajuje čelni reženj, tale prefrontalna skorja. In prav to pregrajevanje, to je pa dodatno metabolno zahtevno in potrebuje svoj čas. Tako da razumem jih, da se jim kdaj kaj ne ljubi, da so mehen bolj leni, ampak po drugi strani si pa mislim, zdaj so na vrhuncu, zdaj lahko pokažejo svetu, kdo so. Ne bo opravičila. Še to bi rekla, da v bistvu oni, ker živijo v tem zelo zahtevnem času, ko pravzaprav mi vsi zahtevamo, da se ogromno učijo, da ogromno znajo, tudi za konsolidacijo spominov je zelo pomemben počitek, in je potrebno vmes čas, ko se ne učiš, ko ne delaš. Zato je dobro
te procese prekinjati. Se učiš, potem greš ven, greš laufat in zelo idealno nekaj prespiš in potem naslednji dan se učiš naprej. Se vem, to se zdaj tako sliši, ne, joj, kaj, pa se moram učiti 3 dni zaporedoma, ne samo tisti večer pred kontrolko, mislim, ja, da... Ne bo šlo s kampanjskim učenjem torej? Ne. Midve bo zdaj zadihali, se umirili, vi pa kar naprej z oddajo Gasa.